Dober dan, naši gosti, gospe Romani Pogorelčnik, dober dan tudi vam. Vstopili smo v novo leto in ob začetku novega leta se običajno vprašamo le, kaj nam prinaša, kaj skriva. In to, kaj nam prinaša življenje, kaj skriva življenje za nas, s tem se ukvarja tudi numerologija in astrologija, katero pa vi res poznate do obisti. In danes smo rekli, da vas bomo vprašali o nekaj skrivnostih teh dveh ved oziroma kako nam lahko pomagajo v življenju. Dober dan vsem. Ja, z numerologijo in astrologijo spoznavamo sebe. Ker prva naloga je, da spoznamo sebe, da vidimo, kdo smo. In takrat si moramo tudi priznati, kakšne občutke imamo, kakšne misli imamo, kako mi reagiramo, kako radi se imamo, kako smo hvaležni v tem svetu, kaj pričakujemo. Skozi numerologijo in astrologijo se tudi vidi, kakšno je naše življenjsko poslanstvo. In vidimo, ali smo na pravi poti k temu življenjskemu poslanstvu. Je pa res, da vsak človek si želi vedno biti srečen. Vsak si želi biti zdrav, vsak si želi imeti dobre odnose, biti ljubljen, ljubiti. In skratka, da smo srečni. Tako da je tudi v tem letu 2022 po vsej verjetnosti želja nas vseh, da smo zdravi in srečni, da živimo v blagostanju in da se z našimi najdražjimi dobro razumemo in da je na svetu mir. In kaj nam svetujete, kaj lahko vsak posameznik stori za to? Ja, res je, mi smo tisti, ki bi naj spreminjali svet. Vsak mora najprej začeti pri sebi. Saj to poslušamo že leta in leta, desetletja in desetletja, da je treba začeti pri tej osebi, ki jo mi vidimo v ogledalu. Ampak moramo si najprej to želeti, da sami sebe spremenimo, da sami postajamo vsak dan vsaj malce boljši, kot smo bili včerajšnji dan. In če smo takšni, da postajamo vse boljši, potem postanemo nekoč res super ljudje. Takšni ljudje, ki bodo sevali srečo, zadovoljstvo, takšni, ki bodo osrečevali zaradi tega, ker bodo tudi sami srečni. In to je najprej bistvo, ker ko se mi začnemo spreminjati, potem se začnejo spreminjati tudi ostali ljudje. In če se dva začneta spreminjati, potem tudi ostali ljudje vidijo, kako se ta dva spreminjata in stopijo drugi zraven. In več ljudi, ki se bo spreminjalo na boljše, boljša bo družba, bolj srečni bomo. Kaj nam numerološko prinaša leto 2022? Ja, 2022, jaz verjamem, da bo leto velikih sprememb. Zaradi tega, ker bomo res na sebi zelo veliko naredili, ker bomo primorani narediti čim več na sebi, na svoji rasti. To se pravi, da bomo spoznali, kaj je v nas, kakšni občutki so, kam nas to vse vodi, kam nas vse situacije peljejo. In ker je leto 2022, če pogledam zdaj samo z numerološkega vidika, je to vibracija števila 6, ki med drugim govori tudi o jezi. In jeza je včasih dobrodošla. Velikokrat ni, ker jeza nam gre na jetra, na živce, želodec, gre nam tudi na lepoto, na oči. Ampak če je pa jeza tista prava, tista jeza, zaradi katere želimo spremeniti svet na boljše, takrat je pa jeza vsekakor dobrodošla. In v tem letu 2022 sigurno bo veliko jeznih ljudi, ki bodo spreminjali svet, spreminjali družbo. Kar pa na vse zadnje ni slabo. Verjamete, da bojo spreminjali na boljše? Ja, verjamem. Jaz sem večna optimistka. Ne more biti drugače. Sprememba mora biti na boljše. In tudi, če gledamo astrološko, mrki bodo letos v znamenju bik in škorpijon. Kaj pa je škorpijon, kot pa znamenje transformacije? Ko se iz pepela rodi nekaj dobrega,
ko ptič Feniks umre v pepelu, se spremeni v pepel in vstane, živ, mlad, ponovno se rodi. To se pravi, v letošnjem letu bomo našli kar nekaj rešitev, nekaj formul, kako to storiti. Tako da samo pogumni moramo biti. Vsem vam želiva obe, da bo letošnje leto tisto leto vašega preboja, ko boste ustvarili v življenju to, kar si srčno želite.